Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Cene nepremičnin dosegajo nove rekorde in o dogajanju na trgu nepremičnin se bom pogovarjala z mojim stalnim gostom Andražem Briljem, ki je tudi ocenjevalec vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics. Zdravo, Andraž. Marja, živijo. Evo, midva sva spet skupaj in seveda zdaj bova pogledala aktualno statistiko, ki ste jo pripravili na Capital Genetics, in sicer po zadnjih vaših analizah, ki ste jih naredili, je bilo v Ljubljani v prvem četrtletju letos za povprečni kvadratni meter potrebno odšteti 3644 evrov. To je nov rekord, to je 7,8% več kot v zadnjem četrtletju lani in 16,4% več kot v istem obdobju lani. Pa dajva biti še malo bolj brutalna od dna, ki je bilo doseženo v prvem četrtletju 2015, takrat je bilo za kvadratni meter potrebno odšteti 1900 evrov, pa smo zabeležili vsega skupaj 92% rast cen rabljenih stanovanj v Ljubljani. Zakaj govorimo o Ljubljani? Ljubljana je motor na trgu nepremičnin in zato v bistvu se nekako fokusiramo na Ljubljano, ker je tudi največ prometa v Ljubljani. Draž, daj prosim, pokomentiraj malo te številke, to rast cen nepremičnin te preseneča? Ne preseneča me. Mislim, da smo se zdaj že kar vsi navadili, da gremo iz kvartala v kvartal v nove rekordne vrednosti. Praktično smo priča nekim zgodovinskim rastem cen nepremičnin, kaj takega dogajanja nismo poznali v preteklosti oziroma v zadnjih desetletjih. Tako da, nič me ne preseneča. Mislim, da vsi, ki smo v tem nepremičninskem krogu, smo presenečeni nad tako rastjo. Je pa dejansko res, da cene že od leta 2014, v bistvu polovice leta 2014, neprestano rastejo. V prvi fazi smo nekako lovili tisto zamujeno rast, ki je sledila padcu nepremičninskega trga po letu 2008 in so praktično cene padale do leta 2014. Potem smo eksponentno rastli naslednjih nekaj let. V nekem obdobju je celo kazalo, da se bodo cene pri nekih nivojih stabilizirale in rastle počasneje, vendar se je v bistvu potem izkazalo, da temu ni tako. Predvsem s nastopom covidne krize so kazalniki, na podlagi katerih se meri neka rast nepremičnin, kazali zelo slabo, vendar je bilo v bistvu bolj to nek pesek v oči in nepremičnine so v bistvu z tem dotokom svežega denarja in vsemi ostalimi kazalniki, ki so ugodno vplivali na samo rast, v bistvu dobile še dodaten zagon. In trenutno smo priča res rekordnim vrednostim tako rabljenih stanovanj kot tudi novogradenj. Zdaj, o novogradnjah statistike mi nimamo, a lahko prosim poveš, kaj se dogaja na trgu novogradenj, kje so cene, do kakšnih rekordov grejo tu cene? Mislim, trg novogradenj je v bistvu zelo omejen na področju celotne Slovenije, posebej pa na tistih območjih, kjer je povpraševanje zelo veliko. Mislim, da je tukaj bilo narejeno v preteklosti bistveno premalo, da bi te novogradnje na trg prihajali hitreje in s tem nekako zadušile to eksponentno rast cen nepremičnin na splošno in pa posebej tudi novogradenj. Dejansko so vsi projekti, ki se recimo gradijo v Ljubljani v zadnjih letih, že vnaprej razprodani. Ljudje nekako kupimo neko opcijo, da bomo lahko kupili stanovanje po taki ceni čez 2 do 3 leta, ko bo zgrajeno, ker prej ga tako ne bomo prevzeti. Tudi takrat, ko se pridobi uporabno dovoljenje, v bistvu šele lahko kupimo. Tako da, vsi kupujemo neko prihodnost in računamo na to, da bo cene tako skozi rasle, zato smo pripravljeni sprejeti neko tako opcijo, da bomo kupili stanovanje po takih rekordnih cenah in verjeli v to, da bo čez 3 leta, ko ga bomo prevzeli, cena še vedno taka oziroma še višja. Čakaj, zdaj moraš razložiti te opcije. A to je za običajna praksa? Ne gre. Mislim, jaz jih pomenim neke vrste opcije. To ni, da bi kupali nek finančni inštrument na borzi, ampak pravim, danes recimo projekti, ki se danes gradijo, bojo narečili čez 2 do 3 leta, te investitorji pa že prodajajo in ti v bistvu danes kupaš stanovanje po določeni ceni, in ki bo zgrajena šele čez 3 leta.
Okay, dajva samo majčkeno nazaj na rabljena stanovanja, in sicer ugotovila sem iz vaše raziskave, da se škarje med novejšimi rabljenimi stanovanji in starejšimi rabljenimi stanovanji, da se te škarje počasi zapirajo. In sicer za starejša stanovanja od 10 let je potrebno v povprečju odšteti 3640 evrov, za tiste, ki so mlajša od 10 let, pa 3700 evrov. Razlika je le 2%, medtem ko so bile te škarje bistveno bolj odprte, ne vem, še pred 10-5 leti, več kot 20% razlika je bila med novejšimi rabljenimi in starejšimi rabljenimi, zdaj se pa te škarje vse bolj zapirajo. Se pravi, rabljena stanovanja, pod črto se je pa treba zavedati, je potrebno renovirati in imeti seveda v mislih tudi ta budžet za renovacijo, ko kupujemo rabljeno stanovanje. Kako zdaj, kaj se dogaja s temi rabljenimi stanovanji? Ja, to samo kaže v bistvu na določen, v bistvu kazalci so na pregrevanje samega trga, ne. Mislim, da so se cene novogradenj bistveno hitreje nekako izoblikovale in dosegle nek razpon vrednosti, kakor pa rabljena stanovanja, ki se temu sledila. Novogradnje so se v bistvu relativno hitro pozicionirane, bomo rekla tam med 4 in 6 tisoč evri na kvadratni meter, odvisen od lokacije in standarda gradnje, medtem ko so rabljena stanovanja v bistvu dobivala zagon in lovila novogradnje, ne. Vsi investitorji, ki so prišli v nekem obdobju vmes med letom 2009 in 2015, se praktično ni nič gradilo, ne, in vsi investitorji, ki so nekako zagnali spet nepremičninske projekte, so relativno hitro prišli do teh nivojev, kjer so tudi v bistvu, kjer so že nekaj leta, ne, medtem ko so v bistvu rabljena stanovanja v bistvu temu sledila, ampak ob pomanjkanju ponudbe novogradenj in velikem povpraševanju, ki so pa s določenimi kazalniki, kot so na primer inflacija, dober sentiment kupcev, povečane depozite v bankah, so v bistvu, je bilo povpraševanje toliko enormno, da so bili kupci, ki so želeli na vsak način nekaj kupiti, v bistvu se odločili, da bodo kupili pač rabljeno stanovanje, in to so seveda prodajalci hitro ugotovili in so cene tukaj skokovito tudi naraščale. Zato je zdaj ta razlika med rabljenimi in pa starimi stanovanji, v bistvu ta razpon, te škarje, kakor si prej govorila, bistveno manjša, kakor je bila, ne. Greva pa tako, kot že prej govoriva, ne, kupci so prepričani, da bodo cene še rasle in so pripravljeni kupiti stanovanje tudi po teh cenah, ker mislijo, da v tem primeru tukaj tudi tega ne morejo izgubiti, ne, ker dolgoročno računajo, da bojo cene šle še naprej gor. Mogoče tukaj samo še eno vprašanje vezano na obnovo stanovanj. Zdaj danes je praktično nemogoče dobiti v nekem normalnem roku obrtnike, oziroma če jih že dobimo, so cene kar skokovito poskočile za 20-30%. Kako je zdaj s tem? Mogoče poznaš dogajanje na trgu obnov? Mislim, definitivno vsi dobro poznamo, kaj se je zgodilo s samimi surovinami, samimi vgradnimi elementi, ki so potrebni za gradnjo nepremičnin, železo, beton, vse v bistvu temeljni elementi so poskočili in tukaj so šle cene dejansko več kot 100% na nekaterih elementih tudi gor. To seveda podraži celotno prenovo hiš, kot tudi stanovanj, tudi v bistvu sami projekti investitorjev so se pač stroški izgradnje in stroški investicije bistveno podražili. Zadnje informacije so, da se v bistvu te cene že majčkeno normalizirajo, da v bistvu tudi malo določene te surovine tudi padejo, ne. Ampak definitivno, to ima definitivno vpliv na samo ceno prenove stanovanja in pa kalkulacijo posameznikov, ki kupujejo rabljena stanovanja. Če smo prej govorili, da je cena prenove stanovanja med 500-600 evri na kvadratni meter, je to sedaj bistveno višja. Ja, zdaj marsikdo se bo vprašal na tej točki, kaj naj zdaj naredim, ne? A naj počakam, da bojo cene se vseeno malo korigirale, da bojo padle in bom potem kupil stanovanje. Kakšen nasvet je zdaj za recimo tiste, ki so v lovu za novo nepremičnino? To se je že v preteklosti izkazalo kot neuspešen recept, ne. Marsikdo je že pred 3 leti želel kupiti nepremičnino in kupil šele v lanskem letu, ker je enostavno ugotovil, da če bi pred 3 leti, ko je računal, da bo mogoče cene padle ali pa da se bodo stabilizirale, zamudil tisti vlak in so cene danes bistveno dražje, so se pač danes odločili, da bodo kupili to stanovanje, ker računajo, da bodo cene v prihodnosti tudi
tudi višje. V vsakem primeru tisti, ki kupujejo stanovanje kot primarno potrebo, se pravi, zadovoljijo lastne potrebe po nekem bivalnem prostoru, za tiste je v bistvu praktično vseeno, kdaj kupijo. Mogoče ni najboljše, da se kupi res na vrhuncu, ampak ta vrhunec cen je zelo težko zadeti, ampak v vsakem primeru oni kupujejo nepremičnino, v kateri bodo bivali po vsej verjetnosti 20, 30, 40, 50 let. In v tem obdobju bodo te vrhovi tako vsi posekani. In dolgoročno je glede na zgodovino tudi pričakovati, da bodo cene nepremičnine rastle. Pokazala se je zelo dobra korelacija z gibanjem bruto domačega proizvoda, tako da če bo bruto domači proizvod rastel, bodo tudi cene nepremičnin rasle. Po drugi strani imamo pa te ljudi, ki so kupovali stanovanja kot špekulacija, kot investicijski nakup, kot nek ohranjevalec vrednosti. Te ljudje so pa drugačni tipi investitorjev. Te ljudje se pa lahko hitreje preplašijo in so pripravljeni tudi malo več počakati. Če zdaj pogledamo, imamo tudi donos na državne obveznice, recimo hrvaška državna obveznica, evrska obveznica, kotira že pri 3%, kar je že neka alternativa neki naložbi v neko stanovanjsko nepremičnino oziroma nek ohranjevalec vrednosti denarja. Tako da ta segment, ki pa so investitorji, ki so v bistvu prelivali ta presežek svojih sredstev na trg, pa je lahko bolj plašen in hitreje pobegne iz trga. Bova malce več kasneje povedala o tovrstnih kupcih, ker je tudi Banka Slovenije jim je pripravila prav posebno presenečenje, če lahko tako rečem. Deva samo mogoče zdaj za te kupce, ki iščejo to prvo stanovanje, če Ljubljana ne pride v poštev, greva pogledati malo cene izven Ljubljane, rabljenih stanovanj. Praktično povsod vidimo rast, če ne celo rekorde. Recimo povprečna cena rabljenega kvadrata v Izoli je 3530 evrov, spet en rekord, Koper 3160 evrov, Domžale se približujejo 3000, Kamnik je 2700 evrov za kvadratni meter, Celje, Novo mesto, Nova Gorica so prebili 2000 evrov za kvadratni meter in če pogledava še Maribor, Štajerska prestolnica, 1820 evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja, cene povsod rastejo. Ampak vsem verjetno so nekateri kupci, ki mogoče razmišljajo o selitvi v druge kraje, ker pa so vsem cene mogoče bolj prijazne kot pa recimo v Ljubljani ali pa kjerkoli, Koper, Izola, mogoče Domžale. Mislim, da je treba res poudariti tukaj v teh cenah, ki si govorila, da to predstavlja res ceno za povprečno rabljeno stanovanje. Tukaj ne govorimo o novogradnjah, ki so še bistveno višje. Treba je v to ceno, v bistvu, če se odločamo za nakup, prišteti tudi neke stroške same prenove. Kar se tiče pa v bistvu prelivanja, v bistvu povpraševanja iz večjih mest na obrobje ali pa v druga manjša mesta, je nekaj čisto običajnega. To smo že videli parkrat v preteklosti, ko se v bistvu trg v Ljubljani postane predrag za nek srednji sloj oziroma za neke ljudi, ki iščejo ta primarno stanovanje, se začne to povpraševanje v bistvu pretakati izven meja prestolnic. Tako da to vidimo tudi zdaj, iščejo se stanovanja v Domžalah, tudi v Domžalah ni nobene ponudbe, zato so tudi tam rabljena stanovanja izredno draga, če se jih sploh dobi, zato se to povpraševanje potem preliva naprej oziroma kjer se lahko dobi. Zdaj, problem Slovenije je predvsem to, da je zelo centralizirana, da so v glavnem vse zaposlitve v Ljubljani, da vsi želijo biti tukaj v Ljubljani, prometne povezave so slabe. Če pogledamo Štajersko avtocesto ali pa Primorsko vsako jutro proti Ljubljani, vidimo, kakšna gužva je. Je pa res, da te ljudje bi verjetno bili raje nekje bliže delovnega mesta, ampak enostavno se je to v Ljubljani trenutno nemogoče privoščiti. Predvsem zato, ker v Ljubljani obstaja tudi trg investitorjev, ki kupujejo te stanovanja in nekako morajo te mladi z njimi tekmovati in cenovno so investitorji bistveno manj občutljivi, kot pa mladi in se tudi pripravljeni plačati. Njim je par 10.000 evrov plačati več za stanovanje praktično nepredmetno, kot v nasprotnem primeru pa mladim pa to veliko pomeni. No, Banka Slovenije je pa tudi izračunala, da so stanovanja precenjena to po vseh kazalnikih, ki jih upoštevajo in sicer za od 3 do 13%. Preden komentirava ta izračun, dajva poslušati pojasnilo Mete Ahtig, direktorice oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika pri Banki Slovenije.
Negotovost pogosto vpliva tudi na nepremičninski trg. To smo videli že tekom pandemije, zlasti v drugih državah, saj se je precej kapitala skanaliziralo ravno na nepremičninske trge, kar je rezultiralo v visokih ravneh rasti v nekaterih evropskih državah. Slovenija lansko leto oziroma predlansko leto še ni bila med njimi. Pri nas se je ta rast začela v drugi polovici lanskega leta in v zadnjem kvartalu celo presegla 15%. S tem, kot je bilo prej omenjeno, so stanovanjske nepremičnine postale precenjene in to praktično po vseh kazalnikih, ki jih spremljamo, ki jih vidite v bistvu 6, je pa nivo precenjenosti med kazalniki različen in se giblje med 3 in 13%. Če to primerjamo sliko v drugih državah, tu gledamo sicer precej enostavne kazalnike, torej razmerje med cenami in dohodkom in pa razmerje med cenami in najemninami, vidimo, da slovenski trg nepremičnin še ni med tistimi, kjer so cene bolj precenjene, ostaja pod mediano, vendarle pa je ta trend, ki se je oblikoval, kot rečeno, v zadnjem obdobju, lahko zaskrbljujoč. To neravnovesje sicer v glavnem izhaja iz dolgo časa trajajočega nesorazmerja med ponudbo in povpraševanjem na tem trgu. Tako lahko vidimo, da so recimo investicije na stanovanjskem trgu, torej v stanovanjsko gradnjo, kot delež BDP v Sloveniji precej nižje kot v večini drugih držav evroobmočja oziroma Evropske unije, torej tudi pod povprečjem teh dveh entitet. In to seveda dolgoročno vpliva na cene nepremičnin, zlasti v okoliščinah, ko jih spremlja povečano povpraševanje, kot je recimo zaradi različnih dejavnikov tudi zdaj. Capital Genetics je že pred 2 letoma opozoril, da so nepremičnine tako na ravni države kot tudi na ravni prestolnice precenjene in da si s povprečno plačo in vsemi temi makrobonitetnimi omejitvami Banke Slovenije ne moremo privoščiti nakupa stanovanja. To v bistvu kaže tudi indeks cenovne dostopnosti do stanovanj. Kako ti komentiraš te ugotovitve Banke Slovenije o precenjenosti stanovanj in kaj se dogaja na trgu oziroma kaj pravijo kupci? Ja, ta precenjenost stanovanj se predvsem nanaša na v bistvu ta srednji sloj oziroma tisti segment kupcev stanovanj, ki zadovoljujejo svoje primarne potrebe. Če pogledamo nek par z neko povprečno, nadpovprečno plačo, si pri teh cenah zelo težko oziroma praktično ne more privoščiti nekega dostojnega stanovanja za družinsko življenje. Po drugi strani sem tudi mnenja, da je bil glavni generator rasti nepremičnin predvsem ta investicijski vidik in investicijski kupci stanovanj na nepremičninskem trgu. To so bili tisti, ki so v bistvu letvico, ki je cena na kvadratni meter postavljali vedno višje in višje. Te kupci so v bistvu zelo prilagodljivi in cenovno neobčutljivi. Njim dejansko, kot smo že prej rekli, par 10.000 evrov, pa tudi 50.000 evrov več plačati za neko stanovanje ni problem in tega niti ne občutijo tako zelo. In predvsem jih je gnala ta strah pred inflacijo. Bali so se tega, da bo njihovi depoziti na bankah izgubljali vrednost in zato so bili pripravljeni veliko investirati na nepremičninski trg kot neko varovalko, ki bo ohranjala vrednost tudi pri prihodnje in tukaj potem ni bilo nekih omejitev. In tukaj sta v bistvu bili ti ljudje, ki so pa zadovoljali primarne potrebe v veliko slabšem položaju in so zelo težko sledili temu. Tako da po mojem mnenju je rast cen nepremičnin v bistvu zelo zaslužili tisti, ki so stanovanja kupovali kot investicijo in kot varovalo sami inflaciji.
Marsikateri ta investitor tudi išče stanovanje izven Ljubljane kot naložbo, ker so donosi verjetno vse malce višji kot pa v Ljubljani, ker v bistvu prostora za ustvarjati nekaj donosov pri teh cenih je v bistvu zelo, zelo malo. No? Ampak se bova pa še malo več povedala, ker je Banka Slovenije tudi to malce pokomentirala. Deva mogoče se dotakniti tega dela gradnje in sicer, ko se zdaj vozimo recimo konkretno po Ljubljani, vidimo res zelo veliko žerjavov, povedal si, da so ta stanovanja že vse vnaprej prodana. Pa deva vsem poslušati Banko Slovenijo in Meto Ahtig, ki komentira tudi ta del. Sicer v zadnjem obdobju opažamo nekaj ugodnih trendov, recimo več je gradenj, več je gradbenih dovoljenj, izstopa večji delež gradbenih dovoljenj za večstanovanjske gradnje, ampak po drugi strani te gradnje bremeni tudi potencialno zviševanje stroškov, tako zaradi višjih stroškov dela, kot seveda tudi višjih stroškov materijala, ki so povezani seveda tudi s tem izbruhom vojne v Ukrajini. Ok, slišali smo izjavo. Andraž, podatki statističnega urada kaže, da so se podražili stroški gradnje za 18% od aprila 2020, ko je izbruhnila korona. Kakšne so zdaj recimo marže gradbincev, koliko lahko te stroške materijala in pa dela prevalijo na končne potrošnike, na kupce in posledično, koliko lahko še potencialno zrastejo cene novogradenj? Ja, cene gradnje so, tako kot sem že prej tudi povedala, so zrasle. Marže samih investitorjev so bile v preteklosti izredno visoke in mislim, da tudi te podražitve gradbenih materialov z lahkoto prenesejo, sicer to malo najeda njihov dobiček, ampak po drugi strani mislim, da ne morejo čisto vse to prevaliti na same kupce, ceno stanovanj še vedno določa ponudba in pa povpraševanje, ne. In kupci tudi nekje na neki točki nehajo povpraševati in se tudi ustavijo. Ne. Mislim, da je tukaj bilo v zadnjih letih kar veliko stvari zamujenih, predvsem, da bi se ta trg, nepremičninski trg, mogoče malo bolj razvil, a ne, kot primerjalno. Čeprav si ti prej rekla, da po celi Ljubljani so žerjavi, veliko se gradi, ja, res, zgleda, da se res veliko gradi, ampak če pogledamo neko časovnico, kako hitro prihajajo te stanovanja na trg, vidimo, da je to bistveno prepočasi. Projekti so odprti, samo sama izvedba projektov je prepočasna in jih je tudi premalo, da bi lahko vplivali na to divje povpraševanje, ki je zdaj nastalo, ne. Tudi če gledamo statistično, je Slovenija, kljub temu, da smo izdali zelo veliko število novih gradbenih dovoljenj, še vedno zaostajamo za razvitimi ekonomijami Zahodne Evrope. Tam se bistveno več gradi in bistveno več ponudbe prihaja na sam stanovanjski trg. To seveda, kaj je razlog temu? Razlog temu, da je bolj konkurenčno okolje. Na tujih razvitih trgih so prisotni tudi institucionalni vlagatelji, ki vlagajo v stanovanjske nepremičnine. Praktično v Sloveniji nimamo enega institucionalnega vlagatelja, ki bi vlagal v stanovanjske nepremičnine. V bistvu so razvijalci projektov gradbena podjetja in pa zdaj mogoče bogatejši posamezniki, nimamo pa nekega resnega trga, ki bi sistematično dajal stanovanja na trg. Ko bi se to zgodilo, in imeli smo zdaj v bistvu dobro priložnost med leti 2008 in zdaj, ko se bo to zgodilo, bo trg veliko bolj konkurenčen in tudi takrat bo ponudbe več in bojo cene v bistvu bolj uravnotežene. Tako smo pa podvrženi večji volatilnosti in precejšnji nesigurnosti, kaj se lahko v prihodnosti zgodi, in tukaj je opozorilo Banke Slovenije povsem na mestu, da tukaj obstaja določena tveganja. Je pa krivda in kako bi v bistvu lahko to mogoče rešili, predvsem v ne bom rekel deregulaciji trga, ampak predvsem v hitrejšem pridobivanju gradbenih dovoljenj, hitrejšem pridobivanju prostorskih načrtov in pa lažjemu in bolj predvidljivemu načrtovanju same gradnje in pa predvsem tudi na drugi strani pravni varnosti za neke investitorje, ker šele na tak način bomo lahko privabili tuji kapital oziroma večje institucionalne vlagatelje, saj imamo tudi naše pokojninske sklade, zavarovalnice, ki bi lahko vlagali v stanovanjske nepremičnine in ki bi v bistvu ta trg naredile bolj konkurenčen, večji in potem bi se stvari na trgu normalizirale. No. Večina kupcev, ki seveda kupuje stanovanje, to financira z najemom kredita.
ponavadi je tako. Deva poslušati, kaj je Banka Slovenije povedala o kreditih. V zadnjem obdobju, torej v zadnjih mesecih lanskega leta in pa v začetku tega leta pa opažamo tudi, da se ta tveganja iz nepremičninskega trga v nekoliko večji meri prelivajo tudi v sam bančni sistem. Opazili smo precej visoko aktivnost na kreditnem trgu, torej veliko novih stanovanjskih posojil. Njihova rast se je v drugi polovici leta povzpela celo na 9% in v začetku tega leta presegla 10%. In to je tudi razlog za nekatere spremembe makrobonitetnih ukrepov, ki jih bomo povzeli na koncu. Na nepremičninski trg se sicer v iskanju alternativnih naložb preliva tudi precej depozitov, ki so se nabrali v bankah v tem kriznem obdobju. Andraž, slišala sva Banko Slovenijo, kako ocenilci vrednosti nepremičnin, kaj vi opažate na trgu, vi ste v tesnem stiku, sodelovanju z bankami, kako je z novo odobrenimi krediti, kaj se dogaja? No, moram reči, da v zadnjih 2-3 letih je bila ta aktivnost novega kreditiranja izredno visoka. Tukaj bi lahko razdelili na 2 dela, te, ki so imeli kredite. Na eni strani so tisti, ki so kupovali nepremičnine, na drugi strani so pa tisti, ki so v bistvu imeli nove kredite, predvsem kot reprogram starih kreditov. Moramo vedeti, da so se kreditni pogoji pa obrestne mere bistveno znižale v preteklih letih in veliko ljudi se je odločilo, da bojo svoje kredite reprogramirali. Predvsem je to opazno v zadnjem obdobju, ko obstaja strah pred zviševanjem Euriborja. V zadnjem obdobju so vsi panično hiteli na banke in zamenjevali svoje variabilne kredite z fiksnimi obrestnimi merami, kar je tudi v bistvu razumljivo, ker praksa v tujini je, da se stanovanjske nepremičnine kupuje vedno z fiksno obrestno mero, se praktično ti jemlješ za tretjino življenja nek stanovanjski kredit ali pa še več in je zelo težko predvideti, kaj se bo zgodilo na tak dolgi rok. In a mogoče veš, po kakšne so trenutno fiksne obrestne mere, kaj ponujajo banke? Fiksne obrestne mere so se začele dvigovati, mislim, da so še zadnje ponudbe, ki so zdaj na trgu, tam okrog 1,5% do 2% se zdaj gibljajo nekje te fiksne obrestne mere, ampak to je, mislim, da še zadnji vlak. Mislim, da se že z drugim tednom spreminjajo te pogoji in te fiksne obrestne mere bodo šle sigurno gor. Kako pa recimo ocenjevalce vrednosti nepremičnin ob tako hitrih spremembah cen oziroma dogajanju na nepremičninskem trgu sploh vrednote nepremičnine? Tudi mi smo podstavljeni pod zelo velik izziv, ki traja že kar nekaj časa, praktično na kvartalno za 10% skoraj rastejo cene nepremičnin. Mi probamo čim bolj aktualno spremljati samo dogajanje na trgu, zbiramo transakcije, zbiramo ponudbene cene nepremičnin in temu to tudi ustrezno upoštevamo v samih vrednotenjih. V vsakem primeru smo vezani na neko bazo podatkov, ki pa je seveda glede na dogajanje trga tudi ustrezno prilagajamo, delamo lastne analize, lastne napovedi gibanja cen nepremičnin in si s tem pomagamo, da nekako vrednotimo. Imamo pa seveda v zadnjem obdobju tudi lahko veliko nezadovoljnih strank, ker enostavno se trg toliko anomalij, ki se sedaj dogaja na trgu, jih je zelo težko zajeti tudi v neke analize in nekako dokazati. Pač nekateri ljudje kupujejo rabljena stanovanja v Ljubljani tudi po 5-6 tisoč evrov neka 2-3 meter. Pač to se tudi dogaja, ni pa to zdaj čist trend, da bi pa vsi po takih cenah. Nekateri tudi ne kupijo po takih cenah, ampak določeni ekscesi pa so tudi v tej smeri. No, zdaj, ko omenjaš ekscese, te moram valjda vprašati, kakšni ekscesi so to, bod konkreten. Ne, se pravi, pač rabljena stanovanja po 6 tisoč evrov na kvadratni meter, nova pa tudi, tam je pa še manj omejitev, tudi do 10 tisoč evrov se pride. Evo. V glavnem, zdaj, ko omenjaš te ekscese, se mi pa zdi, da je vsem Banka Slovenije z posegom v makrobonitetno politiko, ki jo je napovedala, vsem poskuša mogoče malo regulirati cene, malo regulirati dogajanje na trgu nepremičnin. Pa dajmo poslušati izjavo Banke Slovenije in pa viceguvernerja Primoža Dolenca. Ja,
Kot rečeno, smo v Banki Slovenije aktualnim razmeram v okolju in na splošno v finančnem sistemu nekoliko prilagodili tudi naše makrobonitetno ukrepanje. Če se spomnite, smo v času epidemije širše v Evropski uniji odpornost finančnega sistema krepili predvsem z ukrepi, ki so nekako spodbujali finančne institucije o ohranjanju ustvarjenih dobičkov v sistemu. Tak makrobonitetni ukrep smo imeli vzpostavljen tudi v Sloveniji do septembra lani, od takrat dalje ga nimamo več. Zdaj pa je težišče makrobonitetnega ukrepanja v naši širši okolici nekako usmerjeno v povečevanje odpornosti finančnega sistema preko povečevanja različnih blažilnikov, torej kapitalskih blažilnikov in sprejemanje omejitev na področju kreditiranja prebivalstva. Prišlo pa je do sprememb pri makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Tu smo po eni strani nekako naslovili določene pobude bančnega sektorja in tudi spremembe zunanjega okolja, zato uvajamo določene spremembe, torej olajšave na področju izračunavanja izjem, potem kreditiranja samostojnih podjetnikov, normirancev in tudi specifičnih posojil, ki so zavarovana z vrednostnimi papirji ali z državno garancijo, torej za mlade, ki lahko dobijo stanovanjska posojila z državno garancijo po novem. Po drugi strani pa smo se na zaostrene razmere na nepremičninskem trgu odzvali s spremembo priporočila glede maksimalnega razmerja med krediti in vrednostjo nepremičnin v zavarovanju. Tu sicer ni sprememb za tiste, ki kupujejo primarno nepremičnino, se pa pogoji zaostrujejo za tiste, ki ne kupujejo primarne nepremičnine, torej za tiste, ki kupujejo sekundarno nepremičnino, nepremičnino za oddajanje, vikend in tako naprej. Tako za te kreditojemalce priporočilo glede LTV-ja znižujemo iz 80 na 70, kar v praksi pomeni, da bodo morali ti kreditojemalci zagotoviti več lastnih sredstev za nakup nepremičnin. Zdaj po novem bodo banke imele bolj proste roke pri odobravanju izjem oziroma za teh 10% stanovanjskih in potrošnih posojil ne bo treba upoštevati naših makrobonitetnih omejitev glede izračuna kreditne sposobnosti. Seveda pa bodo morale banke še naprej slediti svoji kreditni politiki, interni presoji in odločitvi, komu bodo te izjeme namenili oziroma pod kakšnimi pogoji. Evo, slišali smo, po novem investitorji potrebujejo 30% lastnih sredstev in ne 20% lastnih sredstev, kar je veljalo zdaj za vse kupce nepremičnin, ki jih financirajo z posojili. Koliko bo to prizadelo investitorje, ali v bistvu Banka Slovenije s tem ukrepom lahko na nek način regulira dogajanje na trgu nepremičnin? Ker prej si omenjal, da so spodbudile te cene ravno te nakupi investitorjev. Jaz mislim, da to ne bo imelo nek bistvenega vpliva na samo gibanje cen. Ti investitorji, ki so zdaj kupovali, imajo ponovadi kar velike presežke denarja. Tudi prej sva rekla, da niso tako cenovno občutljivi, tako da če bojo mogli dati namesto 20%, 30% lastnih sredstev, mislim, da bojo tudi zmogli. Mislim, da bomo imeli večji vpliv na sam nepremičninski trg, bolj neka makroekonomska politika in pa gibanje obrestnih mer. Zdaj vidimo, da ameriška centralna banka je že dvignila obrestne mere, prvi podatki z ameriškega trga že kažejo, da se nekako vidni znaki nekako umirjanja samih cen. Pri nas se to še ni zgodilo, ampak tudi pri nas se počasi že premikajo te obrestne mere in te kupci, ki kupujejo nepremičnine kot investicijo, bojo v nekem določenem trenutku začeli to gledati tudi alternativne naložbe, ki jim bo mogoče zagotavljale podobne donose ob manjših tveganjih. Tukaj bo prišlo pač do neke točke preloma, ampak zaenkrat mislim, da še nismo tam. Trenutno so še vsi kazalci nekako zelo ugodni, se pravi, še zmeraj imamo relativno nizke obrestne mere, še vedno imamo inflacijo, še vedno imamo dostopne kredite, še vedno imamo pomanjkanje ponudbe in pa na drugi strani veliko povpraševanja. Tako da tukaj so kazalci, ki kažejo, da ta trg bo še naprej rastel. Ni še nekih znakov, ki bi kazali na samo umirjanje.
Seveda, zdaj, ko rečeš, da bo še naprej rastel, te moramo vprašati, s kakšnim tempom, kakšno procentualno rast lahko pričakujemo, tako iz kvartala na kvartal, zdaj imamo 8%. Ja, mislim, da stvari, ki se trenutno dogajajo, in pa to so tudi stvari, ki se dogajajo v zadnjih recimo 10 dneh, to je bil predvsem dvig obrestnih mer, bodo imele vpliv tudi na samo gospodarsko rast. Mislim, da se bo relativno hitro pokazali, kakšen vpliv imajo te ukrepi centralnih bank na samo gospodarstvo in pa na samo tudi inflacijo. Mislim, da bo to vplivalo na inflacijo in tudi na kakšno gospodarsko krizo in na nek popravek na trgu. To se je zelo lepo pokazalo tudi zdaj že na delniških trgih, ki so že kar lepo padali. Pokazalo se je pri kriptovalutah, preliva se v bistvu najhitreje na tiste trge, ki so zelo volatilni. V nasprotnem primeru je nepremičninski trg zelo počasen pri svojih odzivih na dogajanje na makroekonomskem področju. Tako da ne vidim razloga, če bojo vsi segmenti sredstev začeli padati, da tudi nepremičninski trg v neki bodočnosti ne bi padel, če bojo kazalniki taki, da bo nakazovali v bistvu na znižanje cen na vseh segmentih in pa na neko recesijo, ki se nam lahko približa vizavi dvigovanja obrestnih mer. Marsikdo bi rekel, da trg v Sloveniji ne deluje, trg nepremičnin v Sloveniji ne deluje. Tudi politiki so zelo veliko v teh predvolilnih bojih obljubljali, kaj vse bodo storili, vse od ugodnih najemnih stanovanj, ugodnih lastniških stanovanj, od raznih garancij in podobno. Kako lahko politika pomaga, da nepremičninski trg zadiha, predvsem pa da kupci malo zadihajo oziroma da si sploh lahko privoščijo nakup stanovanja, ker danes po teh cenah si zelo težko. Mislim, da tukaj politika začenja na napačnem koncu. Politika v bistvu proba zdaj trg, ki je v bistvu prosti trg, nekako regulirati in dajati neko spodbude, neke bombončke. V bistvu je pa politika ali pa v bistvu občine tiste, ki zavirajo hitrejši razvoj nepremičninskih projektov. Tako kot sem že prej rekel, če bi imeli konkurenčno okolje, bi prihajali tujci in pa tudi institucionalni vlagatelji, ki bi investirali v stanovanjske nepremičnine. Se pravi, tukaj je predvsem pomembno hitri upravni postopki, hitri občinski postopki, kar se tiče prostorskih načrtov, dovolj zemljišč na razpolago za gradnjo stanovanjskih nepremičnin in pa kar je tudi zelo pomembno, dobra pravna država. Z veliko in tujimi investitorji, ki se tukaj pogovarjamo, pravno državo vzpostavljajo kot eden bistvenih in ključnih temeljev za vstop na slovenski trg. Po drugi strani pa je bistven problem, ki ga imajo tudi časovna komponenta. In če bomo zadostili tem kriterijem na stanovanjski politiki, bo veliko lažje vzpostaviti neko ponudbo na stanovanjskem trgu, ki bo potem tudi omogočil širši nabor raznih nepremičnin, da govorimo tako v nekem srednjem rangu, nižjem rangu in pa tudi nekem premijskem rangu. Danes pri nas vsi govorimo o nadstandardnih stanovanjih. Nobeden investitor se ne spravi, da bi šel delati v bistvu neka stanovanja, ki bo cenovno bolj dostopna. Ja. Mogoče tukaj še eno nekak nasvet, ne vem, zdaj, ko govorimo o tem, ko kupujemo stanovanja, pa da je potrebno imeti 20 oziroma 30% lastnih sredstev, z rastjo cen stanovanj raste tudi ta znesek, ki ga je potrebno imeti, oziroma ta privarčevana sredstva. Zdaj, če mi kupujemo 300.000 evrov vredno stanovanje, je potrebno imeti 60.000 evrov lastnih sredstev, če je potreba 30% lastnih sredstev, je pa 90.000 evrov. To so že kar velike številke za mlade oziroma za tiste, ki kupujejo sekundarno nepremičnino. Tako da to je tudi ena ta skrb kupcev nepremičnin, da pač enostavno nimajo tega denarja in potem se zadolžujejo praktično po cele družine. Mislim, da sem enkrat napisala en post na LinkedInu, ker sem napisala, da danes stanovanje kupujejo 4 člani družine, se pravi partnerja plus njihovi starši. Dejansko je temu tako. Če smo recimo načrtovali, da bomo kupili stanovanje letos, pa smo se par let nazaj rekli, ok, za to bomo rabili recimo 100.000 evrov, da bomo lažje gledala, smo pač naredili neko shemo. Zdaj, plače sigurno niso sledile rasti stanovanja. Pač stanovanja so bistveno hitreje rasla, prej se rekla, da so zrasle za 100%, naše plače v tem obdobju niso zrasle za 100%. In kaj se nam je zgodilo? Enostavno nismo mogli izpolniti svojega plana varčevanja, da bomo zadostili potrebam po nekem lastnem vložku.
Zato je čisto logično, da se obračamo na vse možne naslove, če želimo kupiti stanovanje, tako na starše, babice, detke, tete, strice, prijatelje, da nam pomagajo vsaj za tisto osnovni kapital, ki je potreben za najem samega posojila. Ne bom zdaj govorila, kakšne probleme se s tem še sprožajo, ker to je pa druga epizoda, ne? Ker pa pokojnine so tudi pomembna stvar, ne? Tako da zadolžiti naše starše za nakup zelo dragih stanovanj tudi mogoče ni najbolj fair do naših staršev, ko se bodo upokojevali, imeli zelo mizerne pokojnine. Ne? Kaj bova zdaj rekla za konec? Zdaj bomo videli 4.000 evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja. Zdaj smo na 3.644, ni delač, ne? Res ni delač. Zelo težko je zdaj to napovedati. Ne? Predvsem zelo težko je predvideti, kako bo trg odreagiral. Ne? Noben ni dosti pameten, da bi napovedal, kako se bojo trgi gibali. Ne delniški, ne tudi nepremičninski. Lahko pogledamo vse kazalnike, malo sva že prej o njih govorila, ne? Videla sva, da so v bistvu relativno še vedno ugodni, so pa že signali z nasprotne strani, da se znajo tudi zelo poslabšati. In poslabšajo se lahko relativno hitro. Nepremičninski trg sigurno ne bo odreagiral čez noč in ne bomo videli nekih padcev čez noč 20-30%, tako kot jih lahko vidimo na delniških trgov. Lahko pa se nam zgodi, da pride do upočasnjevanja gospodarstva, slabših pogojev in lahko gledamo, da začne ta krivulja počasi zgubljati sam zagon, ne? In lahko vidimo, da se bodo cene nekako stabilizirale ali začele na neki dolgi rok upadati. Trenutno naša napoved je, da bojo do konca leta cene sigurno še rasle, ta rast pa ne bo več tako močna, kot je bila v preteklosti. Ok, to ni ravno najboljša novica za naše poslušalce, ki kupujejo stanovanje, torej rast cen, sigurno si rekel, sigurno. A ne, mislim, vse te napovedi je treba vzeti z nekim ščepcem soli, a ne. Vedno se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, ker tudi v covidni krizi, a ne, se je vse kazalo, kako bojo gospodarstvo kolapsirano in vse, ampak smo doživeli praktično zadnja 3 leta rast na vseh segmentih. A ne. Tako da tudi zdaj je treba biti zelo previden, zelo veliko se špekulira, kaj bo to pomenilo dvig obrestnih mer, slabša gospodarska situacija, kako bo to vplivalo na razne sredstva, tako delnice in vse ostale trge, kot tudi nepremičninski. Noben točno ne ve, lahko zelo kratkoročno spremljamo neko napoved, ampak trenutno, kot sem že rekel, pač neki kazalci so še relativno ugodni, se pa lahko tudi to v prihodnosti spremeni. Zato je treba vedno previden in razmisliti, s kakšnim namenom in zakaj kupujemo nepremičnine. Če kupujemo na neko daljše obdobje, 20-30 let, kot neko primarno nepremičnino, ne moramo kaj dosti faliti in bomo te nihaje v gibanju na trgu cen nepremičnin sigurno izravnali. Če pa kupujemo kot špekulacije in bomo rabili likvidnostna sredstva v naslednjih 2-3 letih, pa je vprašanje, ali se nam zdaj splača kupiti oziroma kako bomo lahko našo to naložbo likvidirali, takrat, ko bomo potrebovali denar. Super, najlepša hvala, Andraž, da si bil gost MoneyHow in za vse te informacije, ki si nam jih dal. Seveda niso vsi verjetno najbolj navdušeni nad nadaljnjo rastjo cen nepremičnin, ampak situacija je taka, kakršna je. Najlepša hvala. Zakaj? Hvala tudi tebi, Marja. V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na moj nov naslov marja@moneyvezaj.si marja@moneyhow.si. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!